Torej, moja predstavitev se bo nekoliko navezala na predstavitev, recimo v določenem primeru sorodna predstavitvi Barbare Piškur, delno pa tudi kolega Lukaja Kranjca, s tem, da Barbara je govorila bolj, kaj se dogaja v gozdu, namen tega prispevka je pa predstaviti, kaj se dogaja na končnih izdelkih. Tudi mislim, da ni treba, govoriti o tem, o podnebnih spremembah. Podnebne spremembe so tukaj, tega se zavedamo. Vprašanje pa je, tudi v Sloveniji se to kaže v vedno večjem številu toplih let, pogosto tudi v drugačnem padavinskem režimu. Vprašanje pa je, kako to vpliva na samo lesno industrijo, recimo, oziroma na forestry-based products, torej gozdno-lesno verigo. Torej, na tisto, na kar mi opozarjamo, je, da se bodo razpoložljivost lesa, da se bo spremenila. Torej, da se že spreminja, tako bom rekel, torej, v bistvu tudi kakovost lesa se spreminja, spreminjajo se tudi, bom rekel, obnašanje lesa na prostem. Tako da mogoče mi pozabimo, da včasih izkušnje starejših mojstrov niso nujno več relevantne danes. Torej, ne moramo nujno slediti receptom od včeraj, ker so se okoliščine tako zelo močno spremenile. To se nekaj primerov bo pokazal, kje se to dogaja, recimo najbolj pereče. To skico smo že večkrat kazali, torej načrtovana spremembe gozdne sestave v Evropi. Številni avtorji opozarjajo, da bo spremenjena gozdna sestava, če ne bomo primerno ukrepali, vplivala na prihodke lastnikov gozdov in tudi na samo poslovanje lesne industrije. Tako tukaj moramo biti previdni, se moramo pogovarjati, načrtovati, in recimo ravno programska skupina, ki je bila danes predstavljena, naslavlja tudi te probleme, predvsem izmenjavo informacij znotraj verige. In tako da, to je pa recimo prikazan trend spremembe deleža bukve in smreke v zadnjih letih, torej spremembe se že dogajajo. In ena od stvari, na kateri je pa govoril Luka danes, je uvajanje novih lesnih vrst, kot je pa na primer Douglazija. Tukaj izkazalo se je, da Douglazija ima sploh stališča lesne industrije zelo velik potencial, ker lahko določenih aplikacij nadomešča smreko. Ampak ključno vprašanje, o katerem pa jaz danes želel govoriti, je pa dinamika razkroja. Torej, kaj se dogaja z lesom? Torej, kako se spremenjena klima odraža v dinamiki razkroja lesa? In v ta namen, recimo, mi uporabljamo z indeksom Schaefferjevim, klimatskim indeksom, ki ga je prvi predlagal Theodor Schaeffer iz Amerike. S pomočjo tega indeksa mi nekako označujemo intenziteto razkroja na posamični lokaciji. Torej, ta indeks v grobem temelji na številu padavinskih dni v mesecu in pa povprečni temperaturi. Torej, več kot je padavinskih dni, nad določeno mejo in bolj kot je toplo, hitrejše razkroj napreduje. In potem v bistvu se to spravi v neko funkcijo, v recimo razponu med 0 do 100, torej naprimer na Floridi, ki je bilo narejeno to za Ameriko, so te vrednosti okrog 100, če se pa gibejo v puščavah, so pa okrog 10, kjer pa praktično razkroj ne poteka. V Sloveniji smo mi analizirali arhivske klimatske podatke, ki so na voljo preko spletne strani Arso. Izbrali smo podatke, ker so verige, časovne verige dovolj dolge in dovolj neprekinjene. Žal, se del, torej nimamo recimo na vseh merilnih postajah dovolj zanesljivih podatkov, ampak so pa relativno dosti dobro razporejene po Sloveniji te lokacije. In ocenili smo predvsem razporeditev temperature, deževnih dni in iz tega izračunali Schaefferjev klimatski indeks. Zdaj mogoče bolj kot same predstavitev na desni strani teh Schaefferjevega klimatskega indeksa, ki je recimo prikazana tukaj med posamičnimi kraji, so zanimivi trendi. In trendi se pa kažejo, da se v zadnjih letih dinamika razkroja na vseh opazovanih lokacijah močno spremenila. Z izjemo enega kraja, Portoroža, ker se ga pa spet da razložiti. Torej, v Portorož je enostavno postal vedno bolj suh, zaradi spremenjenih klimatskih razmer. Kar pomeni, da je to stališče rabe lesa recimo relativno v redu, ker se pa tiče ostalih krajev, se je pa dinamika zelo, zelo povečala. In do največjih sprememb je prišlo v alpskih dolinah, torej kot je Rateče, Trenta, Bohinj.
Pa tudi, in tudi ta del se da relativno enostavno razložiti že recimo z refleksijo podnebja. Torej, zime v teh krajih so vedno toplejše, krajše, snega je manj. Poleti so pa tudi tukaj temperature više. In zdaj zato, in tukaj opažamo mi recimo problem, naprimer validacijo, naprimer, kar se kaže v lesenih strehah. Torej včasih, tako zelo splošno ljudsko mnenje, torej včasih je tako, da so včasih je potem tako izgovor, so pa znali graditi. Včasih so pa znali delati, ne, to so bili mojstri, ampak enostavno pogosto ne gre za to. Gre za preprosto včasih za povsem drugačen razlog in sicer gre za to, da je les, ki raste, je vedno manj odporen, zaradi tega, ker prirašča hitreje in klima je vedno toplejša, zato strehe propadajo. Strehe, ki so včasih zdržale 30 let, danes propadajo v 10 letih. In mi smo predvsem skupaj z občino Bovec na tem področju delali predvsem v Trenti, predvsem z vidika, da bi ljudem pomagali izbrati pravo vrsto lesa oziroma pravi način gradnje, da bi se streha obdržala. Recimo, ne gre nam toliko za vikende, ampak bolj ne gre za ljudje, ki tam živijo, ki so živijo resnično socialno deprivilegiranem okolju, z nizkimi dohodki in pač, če želimo, da bo krajina taka, kot jo mi turisti, recimo v tem obiskovalci, ta kraj želimo videti, je treba pomagati. Zato v ta namen smo postavili tudi eno demonstracijo. To je na Golobarski žičnici, ko vidite tukaj, smo postavili streho, izdelano iz večjih različnih kombinacij, da bi ljudem pokazali, kaj se boljše obnaša in kaj se slabše obnese. Zdaj je tukaj tole zgleda pisano, ampak čez 2 meseca ni bilo nič več pisano, je bilo vse sivo. Tako da to je zdaj samo novo, se vidi tako kot prikaz, ampak tukaj potem v živo ljudje vidijo, recimo, kaj se dogaja. Zdaj podoben primer izvajamo tudi na Veliki planini, kjer pa drugih recimo lokacijah. Na Veliki planini imamo pa predvsem drug interes. Ljudi prepriča, da ne mažejo streh z odpadnim motornim oljem. To je pa tam naš glavni pristop in želimo jim pokazati, da to je neumno, nevarno in strupeno početje. Tako da to je pa tam recimo glavni cilj, kar se tega dela, ampak je tudi težko. Zdaj, takšne razmere, ki sem jih tukaj pokazal, pa niso značilne samo za Slovenijo. Oziroma, skupaj z nemškimi kolegi smo pripravili tudi prognozo, kaj se bi na podlagi trenutnih podnebnih scenarijev dogajalo v Evropi. Tole je razporeditev tega Šeferjevega klimatskega indeksa v Evropi približno danes. Torej, zahodne obale Atlantika so najbolj ogrožene, mi smo pa nekje v sredi, torej tam okrog 60. Tako, treba je upoštevati, da lokalne, recimo, v kakšnih krajih so okoljske obremenitve bistveno večje, kot kaže recimo iz te recimo take poprečne definicije. Ampak če pogledamo v primeru klimatskega scenarija 2.6, se bo pa predvsem ta graf tukaj prikazuje, recimo, kje se bodo spremembe največje. Recimo v srednji Sloveniji bodo spremembe relativno velike, največje bodo pa v srednji Nemčiji, recimo tam Bavarska, ta del, torej Sudeti. V tem okolju bodo spremembe, ki se bodo zgodile največje. Torej v bistvu les bo propadel hitreje. To je pomembno za številne aplikacije, za obstoječo zunanjo infrastrukturo. Hiše, ki jih gradimo danes, mi jih gradimo kljub vsemu, jih gradimo za desetletja naprej, za čez 50 do 100 let. Ne. V primeru recimo scenarija 8.5 postane pa seveda še samo toliko slabše. Ni pa to edina izziv, ki se nas čaka. V Sloveniji imamo ves čas, recimo temu grožnjo, prisotnost, že dejansko termitov. V Sloveniji so termiti že naravno prisotni. In v zadnjem obdobju opažamo, da se število ljudi, ki se na nas obrne, to je tak zelo nezanesljiv indeks, ne? Zaradi težav s termiti povečuje. Zadnje letošnje, torej lansko letno, klic, prošnja za pomoč je bila srede novembra. Torej recimo že to je skoraj zima, ne? Iz Portoroža, ko so nekomu v hiši rojili termiti. Ker sploh ni vedel, kaj so, torej tako, ker so se potem nas obrnili. In tudi na tem področju smo naredili neke vrste prognozo. Torej v Sloveniji so termiti prisotni recimo v Primorskem pasu, torej v obali celotnega Tržaškega zaliva. Na srečo imamo črni kal, torej, ki preprečuje prodor v notranjost. In prognoza recimo 2,6 nam kaže, se bodo pomaknili vedno bolj v notranjost. Pomaknili se bodo tudi, bistveno bolj bo prizadeta Francija, pa severne dele Nemčije.
in 8.5 pa še vedno še v toliko večji meri. Seveda tukaj, kar se tiče termitov, so stvari malo bolj zahtevne, ker te prvo morajo termiti tja pridati. Tam je že prisotna neka biodiverziteta, neki organizmi, ki preprečujejo njihovo, torej ekološke nisi so zasedene, torej ni tako enostavno, da bodo termiti se kar tako razširili. Je pa možno, je pa nevarno. Predvsem zato, ker nismo na to pripravljeni, predvsem, ker tudi naša gradnja ni temu prilagojena. In zato mislim, da tisto, kar mi želimo opozoriti, je, da moramo mogoče že danes spostaviti neke vrste monitoring na tem področju, da bomo to nevarnost dovolj zgodaj zaznali. V Sloveniji že imamo izkušnjo po drugi svetovni vojni, ko so recimo Italijani zapustili primorska mesta, v tistem okolju so se v tem okolju pojavili termiti, tako množično so se pojavili, zato ker so kar naenkrat iz razpremenjenih navad bivanjskih v tem okolju prišlo do recimo hudega pojava. Tako da moramo paziti, da se nam to ne ponovi, tokrat pa za drugih vzrokov, tako da ne bi tega prišlo. Tako da, če povedem, zaključam to svojo predstavitev z nekaj zaključki, torej klima se spreminja, to v bistvu ni več nobena novost. Spreminjajo se lastnosti in razpoložljivost lesa, o tem sta danes govorila predvsem tudi Luka in Peter. In tudi dejstvo je, da se ogroženost veča, tako da je treba torej posvetiti pozornost izbiri, zaščiti in rabi lesa večjo pozornost. In tudi na koncu se moram zahvaliti številnim financerjem, ki so nam pomagali, da smo ta projekt, da smo vse te rezultate, ki so recimo rezultat več let dela, spravili skupaj, da jih lahko tukaj pokažemo in predstavimo in o njih govorimo. Tako da hvala lepa.